Pa tale super mašinca, ko mi čakam, da jo testiram. Kaj pa ti? Na pršanku, ne? Pršanko. Zatilno ponujo, če bi malo grizno moj čevapčič, pa noče. Se je streha precej v redu, edin unle vogal bomo mogli pa popraviti. Prejšnji teden smo spremljali vlogerja Komotar Minuta, kako je naredil prvi švast na našem bulju. Preden pa začnemo novo epizodo, imamo še en dolg. Je res predvideni datum vrnitve kombija nazaj na ceste ogrožen? 4. avgust je ulovljiv ali ne? Le tako je, glede na to, da je zdaj že cela Slovenija res, da 4. avgust bomo mi valjda naredili vse, kar je v naši Mislim, je možno, tehnično. Teoretično je možno. Okay. Praktično, če se vse stvari poklopijo, če vse naredimo tako, kot smo zaplanirali, ja, lahko ujamemo. Ne moramo pa garantirati, da se bo to zgodilo. To je, veš, ko je to, za kaj takega bi se mogel pisati hodili. Čist na hitro, šibamo nekam v bližino Trojan, dobili smo obvestilo, da nas pod enim kozolcem, Matjaž nas je obvestil, čakajo eni stari kosi enega bulja, ki nam bodo prišli hudo prav. Star šibi, pa imamo motni Trojane, nekaj tam. Jaz zrem pa papir, da no, praznik prav. Kje je sta fanta? Kaj pa ti? Na pršanku, ne? Pršanko. Veš kaj je? Letimo zdajle nekam nad Trojanom iskat ene kose, če imaš kaj, da ne pridemo prazni prav. Sekunde, moram si ga najde na lagerju. Ava kaj spila, ti sam pogunci s kamero. Najte dej tam iše une stvari, mislimo pa malo plesati prišla. Dej ne, ajde, idemo. Evo, roba stigla. Lega knapa. To je to. Hvala za obisk. Ja, ne. Ajde, vojska. Drž se. Šibamo. Vaš cilj je na desni. To je gostilna na desni. Živijo. Živo. Matej Špehar, Jugoslavija. Matjaž, Ej. Slovenija. Ali smo čez praznik rok prišli? Hvala lepa. Stari lej. V bistvu novo skoraj. Kaj veš, zakaj so ga pa razkosali? Po mojem, da pač, ne vem, kaj je bil zaleten, ne vem. Meni deluje vrhunsko. Tisle je po mojem motor, ne? To je dobro. Saj tako zgleda, ne? Menjalnika pa ni zbral. Tlele je siguren, kaj se porabi. Zdaj povedal, ampak meni deluje to vrhunsko najbolj. Gremo tole za pic zdaj. Kaj hiša pije? Danes sem jaz in kamerman, in režiser in vse v eni osebi. Jaz pa Tilen. Greva iskat streho, pa tiste kose, ki jih je Matejko najdel. Tilen bo vozil, jaz sem pa ta čas pokrčal malo. Snem ta mularija, danes je toliko fina. Jaz sem Tilnu ponujil, če bi malo grizno moj čevapčič, pa noče. Kaj zdaj, Tilen? A ne moj čevapčič ni v redu zate? Ne. Evo, mi da se počasi prebijeva proti Kotniku, kjer bomo od dobrih ljudi dobili streho, pa še nekaj delov. Evo nas. Ciril Parjato, tale minuta je pa sam zate. Pa jo končno imamo. Ja, strehco, ja. Pa čist naša je. Pa tale super mašinca, ko mi čakam, da jo testiram. Pa to klepa je, jaz bi jo kar božal. Zdaj pa v Trojane po krofe, pol pa v Ljubljano. Če se pa kdaj peleš v bližini Trojan, se moraš pa nujno ostati. To je pravilo. Nisem si ga jaz zmislil, ga pa dosledno izvajam. Stoka 112 kg lepote, ki sliši na moje ime, se ne naredi kar samo. Pa pa tle dobro diši. Tole so preverjeni najboljši krofi v Sloveniji. Pa verjetno še kje. Mi da so se založile s krofi. Mislim, da jih je okrog 21, to je glih komi, da prideva do Ljubljane. A ne, Tilen? Tako je. Okrog 21, to je glih komi, da prideva do Ljubljane. A ne, Tilen? Tako je. Tadej, Gentle Giant, jaz mislim, da ti toliko dobro vlogaš, ki jaz švasam. To se pravi, da nekako bi že šlo sam, če bi midva karijere menjala, stari, iz te moke ne bi bilo... Vsi bili lačni.
Pa še neki stari, najboljši krofi v Sloveniji ne prihajajo iz Trojan, ampak iz Miklavških pekarn. Če ne verjameš, še malo počakaj, prenesem, sprobava, pa boš pa povedal. Si gledal, je bilo že kaj kiten, je kaj popravljen. Ne, veš, da v bistvu ni veliko barve gor, se že potem vidiš, ko se lupi, je tole v bistvu je prva barva. Ja, res je bil bel, je bil prav bel. Takle je bil, prav takele barve je bil avto. Se je streha predvsej redo, edin unle vogal bomo mogli pa popraviti. Spucati je, res je, ampak ni pa gnil ali pa kaj, niti ni zbuškan. Je pa pol, pač kasnejši so imeli čisto drugo obliko in ta oblika je značilna za 60, pa za mašini 60. Pa bo šla pol na našo mašino. Ja, škoda, ker nimamo časa, v bistvu, da bi še več kosov najdel direkt po Sloveniji, da bi ga res zložili iz kosov, ko bi se sam tle dobil. Sigurno bi se najdel še kaj. Če ima kdo kakšen kos doma na postrešju, pri stricu, pri detku, pri sosedu, dajte natipkati, javte. Spemo pogled, kaj smo naredili. To pa je bilo zvarjenje. To sem še sekal včeraj, ta star kos dol. Ker direkt po ta starih kosih delamo šablone in jih reproduciram, pač delam nove kose. Ne. Če je bilo rečemo tovarniško tukaj punktiran skrb, smo tudi mi punktirali, če je bilo tle varjen, smo mi varili. Torej ta del je v bistvu piko verna reprodukcija originalnega kosa. Predstavljamo si, da je tole prvi del avtomobila, tukaj gor pridejo sedeži. Se pravi, mi smo uspeli rešiti oba prva kraka, pa sredinski del, tukaj pride menjalna ročka, ročna zavora, tukaj pridejo pedala gor. Srednji del avtomobila smo mogli reproducirati kompleten, s tem, da te kose smo se sami izdelali. In izdelali smo jih iz šablon, ki smo jih naredili iz buljerih kosov. Copy-paste tega Ja, naredili. v bistvu smo vzeli točno ta kos, ki ga imaš ti v roki in smo iz njega potegnili mere dol in smo potem naredili nove tele kose, to je tale kos. Tukaj not pridejo zadnje vzmeti, tukaj pride menjalnik in tukaj je motor. Kompletna zadnja dva kraka, zadnja torzija, vsi nosilci za motor, to je bilo vse v bistvu super ohranjeno. Mi moramo danes, se pravi, povariti vse, kar smo si do zdaj pripravili, pa tele trikotnike moramo popraviti, pa smo pa balkane že pripravljeni za temeljno barvo. Torej, videli smo, ko smo v prvem tednu avto podarili, pa smo ga dali sčistiti. Tele smo pa že 6. dan v sestavljanju. Če bo vse po sreči, bomo jutri fertik, tako da bomo lahko odpeljali kose v Helios na temeljno barvo. Čas se bomo pa mi pa lotili že kar karoserije same. Ekipa, hvala za gledanje. Ne pozabite se naročiti na nove tedenske epizode. V naslednji bo na tapeti glavni junak rekonstrukcije Beer Bullja. Izvedeli bomo, kdo je v resnici Tadej Korošec.